Priznaj. Tvoj partner je tvoj največji terapeut in tvoja največja nočna mora. Oboje hkrati. In ne gre za ljubezen. Spet ti. Pa ravno sem razmišljala, da bi te poklicala. Ne gre za ljubezen. Kaj pa potem Veso? Za kakšno vesoljsko teorijo gre tokrat? Teorija zarote? Draga moja, to je realnost. In ne, ni vesoljska, je čisto zemeljska, človeška, prekleto zapletena realnost. Govorim o ogledalih in ne tistih, v katerih si ti zjutraj ogleduješ, ali ti je kava pustila brke. Ogledala? Čakaj, kaj spet ciljaš na tisto, da je partner naše ogledalo? To sem že slišala. Kliše, Veso, kliše. Kliše? Kliše je, če misliš, da je to le romantična floskula. Pravi kliše je, da se ljudje pretvarjate, da ste presenečeni, ko vam partner pokaže točno tisto, kar skrivate pred sabo in pred svetom. In predvsem pred sabo. Ampak kako? Če me moj partner spravlja ob živce, ker je tako neposlušen, to pomeni, da sem jaz neposlušna? Ker to pa ne drži. Jaz sem zelo poslušna. Včasih. Neposlušnost. Klasičen primer. Ne gre za to, da si tudi ti neposlušna v enakem smislu. Gre za to, da te njegova neposlušnost spravi ob živce. Zakaj? Ker morda v tebi prebudi tisti del, ki si ga zatrla. Tisto željo po svobodi, po uporu, po tem, da ne slediš vedno pravilom. Ali pa, ker ti pokaže, kako zelo nadzorovalna si. In tega ne maraš v sebi in v njem. Veso, to pa je udarec pod pas. Torej, če me moti njegova lenoba, sem jaz v resnici lenoba, ki se pretvarja, da je pridna. Ali pa se bojim, da bom postala lenoba? Bingo! Skoraj. Če te moti njegova lenoba, je to lahko ogledalo tvojega lastnega strahu pred neuspehom, pred tem, da ne boš dovolj produktivna. Ali pa, da si v resnici želiš več počitka, pa si tega ne dovoliš. In ko vidiš to pri njem, te spremeni na tvojo lastno potlačeno željo. Ali pa na tvojo lastno lenobo, ki jo tako spretno skrivaš pod goro obveznosti. Ljudje ste mojstri samoprevare, veš? Vesolje to opazuje z zabavo. Torej, če me moti, da je preveč neodločen, to pomeni, da sem jaz v resnici neodločna? Ali pa se bojim, da bom postala neodločna? Točno tako. Ali pa si tako zelo odločna, da te njegova neodločnost spominja na tvoje lastne trenutke negotovosti, ki jih tako zelo sovražiš. Ali pa ti pokaže, da si morda preveč obremenjena z odločitvami in si želiš, da bi se včasih prepustila. Tvoj partner je tvoj osebni, brezplačni, no, razen čustvenega davka seveda, tečaj samoprepoznavanja. Vsaka njegova napaka je lekcija zate. Vsaka njegova vrlina pa je tvoja lastna, ki jo morda še nisi prepoznala ali sprejela. Veso, to je precej intenzivno. Ti hočeš meni povedati, namesto da bi jaz njega spremenila, moram pogledati v sebe?